tistih ameriških zveznih državah, ne v Avstriji, pa še več kot 20 drugih državah, kjer so pač poroke istospolnih dovoljene, se po sprejetju zakona ni zgodilo nič hudega. Nasprotno, marsikomu je to dalo enake pravice, ki pa jih zato ni izgubil nihče drug. You either abide by this order or you're going back to jail. Later, I lost my job for saying I believe in one man and one woman. And he said that we lost our right to free speech once we stepped inside his classroom. Sodoma in Gomora, konec družine, rešimo naše otroke, je spet odmevalo izpred državnega zbora, ko so poslanci sprejeli novelo zakona o zakonski zvezi, ki sedaj dovoljuje poroko tudi istospolnim parom. Četudi se zdi, da v resnici sploh niso vedeli, proti čemu pravzaprav protestirajo. Jaz sem danes tukaj zaradi tega, ker podpiram družino mami in očeta in ker tudi jaz bi rad kot otrok imel mamo in očeta, ne pa mamo in mamo. Teorije spola ne morem sprejeti, ker pravi, da sta si moški in ženska enaka. Danes sem prišla tukaj, da podpremo družine, da podpremo zakonsko zvezo moškega pa ženske, moža in žene. Cerkev se je mobilizirala in svojim duhovnikom dala natančna navodila, kako do novega referenduma. Tudi besede papeža Frančiška, kdo sem jaz, da bi sodil, in da je treba homoseksualce bolj vključiti v našo družbo, niso omilile ne stališča cerkev, ne predsodkov ljudi. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Con una persona così deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Je torej resnica in kaj nevednost ali celo laž. O tem, da pred 500 leti nismo imeli družinskega zakonika, verjetno ni treba zgubljati besed. Že samo pojem družine, kot ga poznamo danes, se je pojavil šele pred 200 leti. Kaj pa to, da naj bi zaradi istospolnih partnerjev za posvojitev imeli manjše možnost heteroseksualni pari? Ne eni, ne drugi nimajo avtomatične pravice do posvojitve, pravi državna sekretarka iz Ministrstva za družino. Otroci so tisti, ki imajo pravico do primernih staršev. To, da ti izražiš željo, da bi želel nekoga posvojiti, niti slučajno ne pomeni, da boš kadarkoli sploh imel to možnost. Kaj šele, da bi se delali neke prioritetne liste in določali, da bo zdaj kar naenkrat istospolni pari ali pa istospolni zakonci, ne vem, kako na veliko lahko posvajajo otroke, niti slučajno. Agencije za posvojitve so navedle, da je trenutno več kot 40% otrok za posvojitev na voljo homoseksualnim parom. In ali bodo istospolni partnerji sedaj res lahko na državne stroške preko nadomestnih mater kupovali otroke iz revnih predelov sveta? Pri nas nadomestno materinstvo ni možno, ni dovoljeno, ni zakonito, tako da to se ne more zgoditi. Homoseksualni pari bodo sedaj množično zahtevali umetno oploditev in tako praznili zdravstveno blagajno, še piše v koaliciji. Poročene ženske bodo sicer imele to pravico, vendar jih je zanemarljivo malo, pravi nekdanji zdravstveni minister.
Pri paru dveh žensk prihaja v poštev daleč na prvem mestu, daleč najcenejši postopek umetne oploditve, ter preprosto znotraj materniča inseminacija z semenom neznanega dajalca, Ta postopek je pa pravzaprav, ne bom rekel bagatelno, ampak je vsaj 10-krat cenejši kot ostali postopki. Otroku je vseeno, v kateri družini rase gor. Pomembno je ljubezen, stabilnost, varen dom. Država pa mora tudi takim otrokom omogočiti, da so zakonsko priznani, da imajo svojega rejnika, skrbnika, starša, in tukaj je bila diskriminacija zelo velika. Do sedaj drugi partner ni mogel dobiti bolniške, če je otrok zbolel, in če je biološki starš umrl, ni mogel več skrbeti za otroka, četudi je bil z njim od rojstva. Naj pač nimajo otrok, saj bodo ti že tako ali tako trpeli, ko se bo okolica spravila na njih, pravijo v koaliciji. Vendar v koaliciji svojih otrok ne želijo učiti strpnosti do drugačnih, pravzaprav nič povezano s spolnostjo. Na svojih internetnih straneh so že spolno vzgojo otrok označili kot spolno nasilje nad otroki. Nevarno je označevati osveščanje in izobraževanje o pravicah istospolno usmerjenih za neko propagando, za neko širjenje napačne filozofije. Na njihovih internetnih straneh lahko tudi bereš, da bodo, citiram, javni uslužbenci, ki se ne bodo strinjali z radikalno ideologijo, odpuščeni. To še posebej velja za matičarje, ki ne bodo poročali homoseksualnih parov, zdravnike in zdravstveno osebje, ki ne bodo hoteli oplojevati lezbijk, sodnike in socialne delavce, ki ne bodo hoteli podpisovati odločb o posvojitvi otrok. Pa se bo res to zgodilo, se odpravim še na Ministrstvo za javno upravo. Ali boste res odpuščali matičarja in pa druge javne službenice, če ne bojo hoteli upravljati svojega dela, recimo, če ne bo hotel poročiti homoseksualnega para? Poglejte, take trditve, po mojem mnenju, so milo rečeno pretirane. Dejstvo je, da ima vsak pravico do ugovora vesti. Dejstvo je pa tudi to, da so taki primeri tako redki, da vam upam osebno zagotoviti, da bomo v takem primeru, če slučajno kdaj do njega pride, pač našli drugega matičarja, ki tega ugovora vesti nimamo, in bojo lahko vsi imeli pravico do tistih postopkov, ki jim po zakonu pripadajo.
v zapor, če se v javnosti ne boste strinjali z novelo zakona. Prav tako ne boste plačali kazni, krščanskim šolam zaradi tega ne bodo odvzeli javnega denarja. Kaj bo sledilo vsem tem zasebnim šolam, ki imajo javno veljaven program izvajanja, če bojo oni rekli, da je zakon še vedno zakon moškega in ženske. Je pa zakon velja za vse. To je pa treba vedeti. In zakon pač tisto, kar bo določal in to bo veljalo. Ideja, da naj bi od sedaj posamezne organizacije morale imeti posebne certifikate, da so istospolnim prijazni, pa je milo rečeno povsem izmišljena. Tudi predstavnike koalicije za otroke gre so prosila naj utemeljijo svoje trditve, vendar z dejstvi, ne zgolj s predsodki, prepričanji ali ideološkimi razpravami, pa so snemanje odklonili.